6.6. Pozdravljeni. Danes, sobotni dan, 27.6. imate tekmovanje gasilsko. Ja, mi imamo že danes 21. tekmovanje za pokal Domžal in tretje tekmovanje starejših gasilcev in gasilk. Obenem pa tudi naše društvo v tem mesecu praznuje 135-letnico našega delovanja, na kar smo zelo ponosni in se moramo zahvaliti predvsem našim predhodnikom. Ponosni smo tudi na naše veterane, ki so danes tudi tekmovali in tudi oni so nas upeljali v bistvu v gasilstvo, nas še vedno svetujejo, pomagajo. Hkrati bomo pa ob tem jubileju prevzeli tudi motorno brizgalno Fox 3. Bo tudi prišel gospod župnik jo blagosloviti, da bo to tako, kot je treba, da je najprej blagoslov, potem pa upamo, da jo bomo čim manjkrat rabili na intervencijah. Desetine sodelujejo praktično iz cele Slovenije, sploh starejši gasilci so, te članske desetine so pa tukaj iz okoliških društev. Ker vidim tudi z Dekan, pa s Ponove vasi. Ja, z Dekani smo mi tudi že vrsto let pobrateni in oni nam tudi pomagajo kot sodniki, vedno sodijo na teh naših gasilskih tekmah, ravno tako pa mi vrnemo potem uslugo in sodelujemo skupaj in gremo na njihove tekme. Ponova vas pa že vsa 3 leta tekmuje in imajo letos tudi možnost veterani moške desetine, da tudi prevzamejo tale prehodni pokal v trajno last, ker če tretjič zapovrstjo zmagajo, je pokal njihov. Aha, to imate pol tudi za prehodne pokale in za, če 3-krat zmaga, pa trajna last. Če 3-krat zapovrstjo, vsa 3 leta mora biti en za drugim, je potem prehodni pokal, kakor je recimo ta za članske moške, veteranke tudi, je v trajno last njihov. Drugače se pa menjajo, ne, in skozi ostane malo tistega napetosti, a bo letos naš ali ne bo. No, to pa je, to pa je stradi lepo. Se mi zdi, da je to malo dodatne motivacije, da ekipe tudi pridajo, pa da se še dodatno bolj potrudijo, ker da dobiš prehodni pokal v trajno last tudi ni kar tako, ne. To pomeni, da si res 3 leta dobro vadil, dober rezultat naredil in to se mi zdi ena taka lepa nagrada za trud, ki ga vložijo v vaje. Je pa tudi to gasilsko tekmovanje v bistvu predvsem druženje med ekipami, malo se pogovarjamo, izmenjujemo kakšne nove finte tudi pogruntajo en drugmu, ki povejo, kako bi bil lahko boljši, kje kaj hitrejši čas pridobiš in to je to. Fino. Tekmovanje vidim, da imate na igrišču, pa je to od nogometnega kluba? Tekmovanje imamo mi vedno na tem nogometnem igrišču, letos imamo na Pomožnem, to je v bistvu roko nad vsem zavod za šport in ker delamo z roko v roki, mi njim pomagamo pri varovanju maratonov, kakšnih kolesarskih dirk in tako, in potem mi dobimo, lahko najamamo igrišče za naše tekme, ker mi pri gasilnem domu nimamo takega prostora, da bi lahko organizirali člansko in veteransko tekmo, zato nam je to res dobrodošlo in se Zavodu za šport lepo zahvaljujem, da so nam letos zopet omogočili, da imamo naše tekmovanje tudi na tem nogometnem Pomožnem igrišču, hkrati pa še z našo 135-letnico, ki vse sovpada in bo malo bolj svečano. Imamo pa tudi posebenega slavja, ne bomo imeli kakšne veselice, pa to, ker v PGD Domžale mesto te tradicije nima, ker smo mesto in res je to bolj na podeželju veselice. Bomo imeli pa tukaj potem po blagoslovu motorne brizgalne in po razglasitvi rezultatov bomo pa tukaj se malo člani društva z gosti, ki bojo še tukaj ostali, seveda poveselili in verjetno nas tudi ta dež ne bo zmotil, ker imamo streho in se bomo lahko veselili še pozno v noč. Super. Hvala.
Evo, super se. Grandi veterani gasilske duše da dale mjesto i potrajano za prihod. Imate kakšne pripombe? Ovo pa kar izločam. Na desno. Naprej. Ki bo malo pregleda? Tam. Tam imajo. Naprej. Sredina, stoj. Na desno. Predsednik, veterani prvega dihanja, pripravljeni za pregled. Zumam, dajte na mesto odmor. Na mesto odmor. Tako. Želimo veliko športne sreče, desetino mirno, na desno, pa greste na tekmovalni prostor. Srečno! Na desno. Naprej. Se postav pa zbor nared.
Gale malo snega, no, tako smo mi Domžalčani. Ja, seveda. Vidi, ne. Samo Jožek nekaj reči.
Volo! Fino. Tak ga je pa vrgel točno noter, v krog. No, cheers.
Super, dobro. Zdaj pa čute mokre, ko lupa, pa se v obliku. Samo bolj. Prve odprle v dežju. Kino! Guarda, sono tesi ragazzi, per vita veterana e veteranza. Dal prepasso di settimana sono pregretti. Però forse va, Brei! Crow!
Voda, vidim, sem pa njim pil. Zgodno tjačo. Prekuhaj vodo, pa jo pi. Pa topla. Se ohladi se. Torej jaz to vse oddelam. Jaz po mojem mislim, da se ne bolj nacata zapor. Kar opa se dobro. Mislim, ko bolj ne bi... Predsednica PGD Domžale mesto. Tekmovanje za pokal Domžale končano. Tekmovanje je sodelovalo 15 gasilskih desetin, od tega 8 veteranskih članov, 3 ženske veteranske, 3 moške članske in 1 ženska članska ekipa. Prosim za oceno. Mirno! Na mestu! Prosto! Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, vesela sem, da ste se zbrali v tako velikem številu. Res je dokazalo, da starejše gasilke in gasilci rešujete mogoče našo tekmo, ker ste se odzvali v tako velikem številu. Pozdravila bi pa podžupanjo občine Domžale, magistro Renato Kosac, predsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Staneta Kovača, in gospoda župnika Domžalske župnije, gospoda Klemna Svetelja. Kljub slabemu vremenu smo tekmovanje uspešno zaključili. Naše društvo PGD Domžale mesto pa v današnji dan praznuje tudi 135-letnico delovanja obstoja in v tem trenutku bi se spomnila na vse naše predhodnike, ki so postavili naše društvo. Zahvalila bi se tudi vsem veteranom našega društva, ki nam še vedno stojijo ob strani, nam pomagajo, tekmujejo. Tudi vsem članom in članicam, ki danes sodelujejo, pomagajo. Ob tej priložnosti bomo tudi prevzeli motorno brizgalno Fox 3 in bi prosila gospoda župnika, da blagoslovi našo motorno brizgalno. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Drugi Vatikanski koncil je v konstituciji Cerkev v sedanjem svetu zapisal: delo pa neka kdo opravlja na svojo roko ali pa je najet od koga drugega, izhaja neposredno iz osebe, ki naravnim stvarnostim otisne tako rekoč svoj pečat in jih podvrže svoji volji. Svojim delom človek navadno vzdržuje svoje življenje in življenje svojih domačih, se povezuje s svojimi brati in jim služi, izvrševati mora resnično ljubezen in sodelovati pri izpolnjevanju Božjega stvarstva. Še več,
Iz vere vemo, da se človek z delom, darovanim Bogu, združuje s samim odrešilnim delom Jezusa Kristusa, ki je dal delu vzvišeno dostojanstvo, ki je v Nazaretu delal s svojimi lastnimi rokami. Iz tega za vsakogar sledi dolžnost, da zvesto opravlja delo, pa tudi pravico do dela. Bratje in sestre, ko se veselimo te nove motorne brizgalne, prosimo Boga, naj varuje vse, ki bodo z njo delali in da jim bo to delo v veselje in blagoslov. Berilo iz pisma apostola Jakova. Bratje in sestre, kdo med vami je moder in razumen? S lepim življenjem naj pokaže svoja dela, storjeno v modri krepkosti. Če pa imate v srcu grenko nevoštljivost in prepirljivost, se nikar ne hvalite in ne lažite proti resnici. Taka modrost ne prihaja od zgoraj, temveč je posvetna, čutna, hudičeva. Kjer sta namreč nevoštljivost in prepirljivost, tam sta nered in hudobija vsake vrste. Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, potem miroljubna, prizanesljiva, poslušna, polna usmiljenja in dobrih del, nepristranska in brez hinavščine. Sad pravičnosti pa se sajo v miru tistim, ki delajo za mir. To je Božja beseda. Spoštovani gasilci in gasilke, vesel sem, da danes lahko blagoslovim to motorno brizgalno, ampak še bolj kot ta stroj, ki ga boste uporabljali, sem vesel, da lahko blagoslovim vas. Namreč stroj sam na sebi je vrtov in že se ne naredi. Če ni ob njem nekoga, ki ga zna upravljati, nekdo, ki z njim vestno dela, ki ga uporablja za tisti namen, kot je namen samega stroja. Zato najprvo in predvsem blagoslavljamo ljudi, da bi vedno znova gojili ti kreposti, o katerih smo poslušali, da bi bili razumni, da bi to modrost, ki nam jo je Bog dal, te sposobnosti, ki jih imamo, ti talente, ki jih kot gasilci živite in uporabljate vsak dan znova, da bi služili vašim bližnjim, predvsem vsem tistim, ki se bodo znašli v nesreči, da bi jim znali in mogli pomagati in reševati pred nevarnostjo, bodisi ognja, poplav ali kakršnekoli druge nesreče. Poprosimo v molitvi in tisti molitvi, ki nas jo je Kristus sam naučil, za blagoslov vas in te motorne brizgalne, ki bomo potem blagoslovili. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne dovedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in drug drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi to motorno brizgalno, ki jo danes izročamo svojemu namenu. Da naši gasilci in vsi, ki bodo uporabljali, rastejo v pripravljenosti pomagati drug drugemu, posebej tistim, ki jih bodo prizadele naravne nesreče ali življenjske preizkušnje. Tako bomo z združenimi močmi gradili kraljestvo tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj. Tako iskrene čestitke vsem, ki ste danes tukaj izbrani, sem vesel, da je tudi nekaj mladine. Naši, ki jo imamo vsako leto, ne, za gasilce, se običajno samo starejše generacije zberejo. Pa vedno rečem, kako mladi ne čutijo potrebe potem, da tudi prosijo za blagoslov. In sem vesel, da so mladi danes med vami in da tudi ta, na nek način, to poslanstvo, ki ga kot gasilci gojite, da ne bo zamrlo, ampak da se širi še naprej. Vam želim res lep današnji dan. Upam, da ste tudi v tekmovanju pokazali vse svoje znanje in spretnosti, predvsem pa, da bi ta motorna brizgalka čim bolj bila uporabljena v tistih dejanskih akcijah in da bi bilo res čim bolj nesreč, pri katerih bi ljudje dejansko potrebovali vaših pomoči. Vam želim lep večer in Gospod z vami. Blagoslovi in varuje vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Slavimo Gospoda. Zdaj bi pa jaz prosil mojega podpoveljnika Klemenca Rubija, glede na to, da glavnega strojnika ni med nami, da zažene prvič uradno potomno bezgano. Matjaž! Na kratko bom še jaz povedal dve besede. In sicer, gospa predsednica, iz prostovoljnega gasilskega društva Dekani smo 15. vodička darilo. Sicer ni nova brzgalna, ampak je ena taka vodičkana plaketa v vašem, ni jubilej, ampak je 135, ampak je zelo velika letnica, ki smo 15. vodička presenečeni. To je pa tisto, kar najbolj pričakujete glede današnjega tekmovanja, ki je bilo že 23. za člane in pa 3. za veterane. Pa bomo kar pričeli z veterankami in sicer 3. mesto Jarša Ljubica 1. Drugo mesto Jarša Ljubica 2.
In pa prvo mesto Polje. Ženska ekipa iz Polj prejme prihodni pokal. Cela ekipa, prosim, če pride. Cela ekipa naj pride sem, ja, kjer moram povedati, da prehodni pokal prejmejo v trajno last, kajti so že tretjič zaporedoma usvojile ta prehodni pokal, tako da bojo zdaj imele ga že v trajno last. Čestitam. Kot sem že povedal, prehodni pokal jim gre v trajno last in ga jim bo podelila podžupanja magistrica Renata. Tako, zdaj pa pridejo na vrsto moški. V tej konkurenci je tekmovalo 8 ekip in sicer 8. mesto veterani iz Zihana. Sedmo mesto veterani iz Štude. Šesto mesto, veterani Domžale mesto. Peto mesto, veterani Dornberg. Četrto mesto, Jarša Rudica 2. Tretje mesto, Jarša Rudica 1. Drugo mesto, Polje. In pa prvo mesto, Ponova vas. Veterani iz Ponove vasi so pač že odšli. Ravno tako kot v ženski konkurenci so Ponova vas trikrat že zaporedoma osvojili prehodni pokal in ga bojo dobili naknadno v trajno last. V ženski konkurenci je pač žal današnjega vremena in tega tekmovala samo ena ekipa in je osvojila prvo mesto in sicer PGD Rova. In bi prosil kar celo ekipo, da pridemo. Kako pa bilo? Ne, ne, ni.
jim bo tudi podelila prehodni pokal za prvo mesto. Punce drug let še enkrat, ne? Tako, zdaj smo pa že pri članih, in sicer tekmovali so 3 ekipe, in sicer tretje mesto Domžale 2. Drugo mesto Domžale, prva ekipa. Ja, jaz sem na to. Samo. No, in pa prvo mesto Zalog pri Cerkljah. Prejmejo tudi prehodni pokal pod županjem. In sicer, ker so ga že tretjič letos sprejeli, dobijo pokal v trajno last. Kot pa veste, da vsako leto tudi podelimo fair play pokal predsednika in pa poveljnika, zdaj imamo sicer pri nam predsednico, pa bosta zdaj nam povedala skrivnost, komu letos to pripada. Za fair play pokal smo se s poveljnikom odločila, da bojo pa dobile članice PGD Rova, ker so edina ekipa in tudi ena redki, ki so v močnem nalivu tekmovali in so pokazali pravi športni duh, zato jih prosim, da prevzamejo pokal. Današnjega tekmovanja je sedaj konec. Zaprosil vas bi seveda v imenu organizatorja, da se že malo poveselimo, posedimo, kakšno rečemo. Drugače vsem srečno pot domov in pa naslednje v prihodnem letu. Hvala lepa.